Lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci in pogovoru ob Evropski noči raziskovalcev, ki se, tako kot vsako leto, zadnjega petka v septembru odvije po vsej Evropi. Hvala vsem, ki ste z nami tukaj, v podnični dvorani Univerze v Ljubljani, ki nas boste spremljali po prenosu oziroma na posnetku. Evropska noč raziskovalcev je največji festivalski dogodek v Evropi na področju znanosti. Odvije se po več kot 300 mestih po Evropi in tudi v Sloveniji imamo dva takšna projekta, dve taki Evropski noč raziskovalcev in sicer eno, en tak projekt, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani in ki nosi naslov o znanost, lažne novice in teorije zarote, opolnomočimo se za znanost, in pa v Ljubljani, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani, oziroma Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in ki nosi naslov Humanistika to si ti. Ta projekt ni samo humanističen, ampak v tem projektu sodelujejo prav vse vede, vse znanosti naše univerze, Ljubljanske univerze in torej naša stava je, ali pa naše geslo je, da spodobro vse znanosti na nek način humanistika, vse so iz človeka in za človeka, razen morda matematike, ki pa je svet zase. Naj nas najprej predstavim. Moje ime je Zažel Jevšen in sem vodja ljubljanskega projekta. Na moji desni je prorektorica za študijske zadeve, za študijske dejavnosti Univerze v Ljubljani, Maribora, docentka Maja Modic, sicer specialistka za policijske in pravoslovne vede. Na njeni levi prorektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Dolinar, sicer matematik in človek, ki ljudi rešuje iz gora. Je namreč predsednik gorske reševalske službe, to je človek, ki skoči takrat, ki gre v gore tudi takrat, upam, da ne predvsem takrat, ko bi kaj narobe. In na njegovi levi profesor dr. Branko Lobnikar, ki ga verjetno vsi poznamo z televizijskih ekranov, ko grejo stvari zares narobe. Danes je tukaj z nami profesor Lobnikar, je specialist za varnostne vede, za organizacijske vede, za policijske dejavnosti, za znanost in etiko. Danes je tukaj z nami zato, da bi nič ne šlo narobe. In na moji desni sta moja dragega kolega, Klara Kolec, filozofinja, prav dokončuje knjigo o umetni inteligenci, ki je ena tema, ki se jim bomo danes posebej posvetili. Sicer pa filozofinja, pa tudi režiserka, performerka, umetnica, tisto, kar je glede posebej presonira vsako poletje znova, Spider festival radikalnih teles, gre za festival, kjer se srečujejo umetnost in filozofija, kjer se zastavljajo radikalna vprašanja tako na polju umetnosti kot znanosti in sicer druge radikalne vprašanja v našem času. In ob njej profesor dr. Vojko Strahovnik, tudi specialist za vprašanja etike in umetne inteligencije, tudi vodja med drugim centra za na človeka osrediščeno umetno inteligenco in etiko novih tehnologij. Oba projekta, hvala lepa, da ste se odzvali mojemu povabilu in veselim se našega pogovora. Najprej bi vas želel začeti z aparat, začnem s voščilom, namreč prav včeraj, 18. septembra,
je Univerza v Mariboru praznovala svoj 50. rojstni dan za obletnico 50-letnico ustanovitve. Torej, 18. septembra 1979 se je mislim, 6 visokih šol in fakultet združilo v univerzo. Sicer visokošolski študij v Mariboru sega v Slomškove čase, najprej ustanovil bogoslovje in nato še učiteljišče. Takrat je veljalo sveta vera bodi nam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodne umike. Danes je Univerza v Mariboru v špici svojih ved, 17 fakultet, 15.000 študentov, 2.000 znanstvenikov, ki so vsak na svojih področjih v špici svoje znanosti in raziskovanja. Zato ob tej priložnosti ste včeraj praznovali in prijeli red zaslug iz rok predsednice države. Čestitam vam. Rad bi vam želel, da bi bila vaša plovba mirna in varna, ampak to bi bila prazna fraza. Jaz želim vam in vsem nam, da bi znali močno in vešče poprijeti za, kako se reče, veslo čovna, v katerem vsi smo. Časi so namreč radikalni. In prav tem izzivom našega časa, našega sveta, sta se z različnih zornih kotov posvečata ta dva naša projekta Evropska moč raziskovalcev, tako Humanistika to Society, ki je se posvetila vprašanjem umetne inteligence, in pa Mariborski projekt, ki je v središče zanimanja ali pa fokus postavil lažne novice in teorije zarot. In čeravno so temi različni, pa je oba projekta vodilo vprašanje, kako živeti skupaj. Kako živeti v današnjem svetu, kako živeti z izzivi današnjega sveta in kako lahko znanosti, kako lahko raziskovalci pripomoremo k temu, da bi bil naš svet znosnejši, varnejši, manj radikalni. Bara, kot rečeno, ti si ustanovila in vodiš Spider Festival, torej festival radikalnih teles. Kako radikalen je naš čas? To, da živimo v času vsakašnjih izzivov, podnebne krize, epidemije, vojne, ki sicer pripravljamo na vojno, živimo v nekem takem radikalnem času. Kako radikalen je naš čas? Najboljše. Tukaj je... sigurno smo se znašali na eni zgodovinski prelomnici, mogoče celo največji doslej v zgodovini človeštva, ker smo na točki, kjer je naš lasten proizvod, naš lasten stroj, tehnologija, kot naše orodje, kot naša ekstenzija, kot naša proteza, prišla do točke, kjer nam je postala na nek način konkurenčna, oziroma smo na točki, kot se govori na vseh ravneh, ko nas lahko na nek način prehiti. Zdaj, tukaj je veliko enih aspektov tega vprašanja, o nekaterih se bolj govori, o nekaterih manj. Eden je sigurno ta, da nas bo umetna inteligenca oziroma nas je že prehitela po svojih, rečemo temu, miselnih sposobnostih, čeprav kakor filozofi razumemo samo mišljenje, to umetna inteligenca sicer še ni na tej točki, ampak se razvija z eksponentno hitrostjo. Veliki jezikovni modeli so, ki gradijo na principu učenja, generativni veliki jezikovni modeli, so na nek način sposobni
vprašanje, ali je misel take izvira iz jezika ali jezik izvira iz misli. To je eno zelo temeljno vprašanje, ker če misel izvira iz jezika, pa tudi iz učenja, ker pač generativni modeli gradijo na feedback, to pomeni, da v bistvu dobivajo več čas povratno informacijo, kar je nekako podoben tudi človeškemu učenju, zna biti, da bo v nekem momentu se zgodil tudi nekaj preskok, ampak tega ne vemo. Je pa res tudi, kar nas v bistvu bolj mogoče, še bolj muči kot sama ta njena inteligenca, je, da nam bo šla izpod nadzora. Zdaj, zakaj bi nam lahko šla izpod nadzora? Ali pa na kakšen način. Eden je ta, da je že začela razvijati svoj jezik, svoje jezike. To je v bistvu že v bistvu detektirano in se tudi že razvija novo znanstveno področje, ki se ukvarja s tako imenovanjem emergent language. Se pravi, emergent language to je prav znotraj lingvistike novo področje, ki se ukvarja z raziskovanjem jezikov, ki jih razvija umetna inteligenca. Te jeziki grejo v različne smeri. Nimamo časa, da bi šli to, ker je zelo zanimivo. Se pravi, tukaj, to področje nadzora. Seveda, druga stvar je pa seveda, da nam lahko prinese marsikaj dobrega. No, zdaj sem da ne bom predolga, sem še zadnja stvar, pa hiter. V glavnem, znašali smo se spet na točki, kaj pa ne mara. Ni tako slabo, da smo pač videli, kam lahko nereguliran prosti trg, do katere točke, to, kar se je recimo zgodil predvsem v Ameriki, do katere točke lahko pride stvar in se je začel dogajati nek intenziven obrat, da je treba stvar začeti regulirati, da mora tukaj pa vsem poseči v pač razvoj tehnologije države. Tako da se v bistvu uvaja Evropski zakon o umetni inteligenci, tudi pač vse države praktično uvajajo neke svoje regulative, zato ker enostavno pač recimo Geoffrey Hinton, kot je eden od pionirjev umetne inteligence in jezikovnih modelov, opozarja na to, pa še marsikdo od tistih največ o tem, kam lahko stvari. Profesor Modis, profesor Robnikar, s tem povedanem in sicer, kako varno je naš svet, kako varno smo ob tem. Svet je toliko varen, koliko varnega si naredimo. In tisto, kar se je zgodilo po primerjavi s preteklosti, nekaj novega je, da imamo več različnih ravni tega sveta, v katerem ljudje veliko bolj živimo. Včasih smo pa živeli v tem fizičnem vsakdanjem svetu in smo se tisočletja dolgo učili, kako živeti varno. Potem se nam je zgodil internet in smo se začeli učiti živeti varno v kibernetskem prostoru. Zdaj se nam dogaja razvoj umetne inteligence in je to neka nova realnost. Jaz sem po osnovni vokaciji sociolog. Neka nova realnost, s katero smo spet morali spopasti in živeti v tej. Kar pomeni, da živimo v več razsežnostnih realnostih, vse so za nas običajne, potrebne, jih tudi želimo, na koncu smo si jih tudi želeli, vendar imamo največ izkušenj z tem klasičnim fizičnim svetom, pa še tu se nismo nič velikega naučili, če pogledamo to realnost, v katerem živimo. Veliko manj smo sposobljeni živeti varno v kibernetskem prostoru, z razvojem umetne inteligence, ki vpliva tako na kibernetski kot realni prostor, se posoočamo zdaj. In varni bomo toliko, kolikor bomo mi sposobni kakovostno in dobro živeti v teh naših svetovih. Da pa bi bili sposobni in kakovostno dobro živeti v teh naših svetovih, pa moramo biti za to opremljeni, moramo imeti kompetence. In edina kompetenca za živeti varno v vseh teh naših svetovih je, da pridobimo dovolj znanja, veščin in sposobnosti, ki smo jih potem pripravljeni in sposobni vsak dan uporabljati. Ni zadosti samo faktografsko znanje, da pač znamo
ne vem, odvode zračunati pa in periodni sistem na pamet povedati, ampak moramo vedeti, ki vso to znanje, ki ga dobimo, tudi skozi proces učenja, uporabiti v vsakdanjem življenju. Kar pomeni, da bomo lahko živeli varno samo, če bomo imeli zelo kakovostno znanost, raziskave, ki jo bodo potem učitelji v osnovnih šolah znali prevajati učencem, dijakom, ki se bodo usposobili v nekaj, kar smo bili v naši generacija socializirana, ta generacija mladih pa zdaj tega nima, sposobnost kritičnega razmišljanja, kar pomeni sposobnost pridobivanja informacij, njihovega vrednotenja in potem udejanjenja uporabe v vsakdanjem življenju. V takšen festival, ko ste ga vi omenili, Evropska noč raziskovalcev, je nekaj, kar se je, delamo tudi raziskavo učinka vpliva, izkazalo kot zelo dobro sprejeto. Prebivalci to imajo radi, zaupajo znanosti, vendar hkrati ugotavljajo, da je znanost veliko premalo vplivna, zaradi tega, ker jo tisti, ki imajo moč v sodobni družbi, politični podsistemi in tako naprej, zares ne poslušajo in ne uporabljajo, pa ker tudi raziskovalci ne znamo tega zelo dobro prodati, komunicirati. Zaradi tega je rešitev v varni svet, da s tem zaključim, je, da ta naš zadnji petek v septembru, ta veliki festival znanosti, ki ga ljudje sprejemamo, ki je raziskovalci po celi Evropi res radi delijo svoje znanje, naredimo kot vsakdanji način razmišljanja, učenja vseh ljudi, od vrtcev, osnovne šole, srednje šole, fakultet, da bodo potem usposobljeni to znanje uporabiti v svetu, ki je pa vedno bolj kompleksen, kjer smo vedno bolj negotovi, kjer rabimo neko oporo, s pomočjo katere potem zmoremo sprejemati dobre odločitve, kar pomeni, da smo potem tudi bolj uspešni, da je kakovost življenja boljša in tako naprej. In da znamo, če se vrnem samo še na te lažne novice, kar pravijo preiskovanci v Sloveniji, da znamo ločiti zrno od plevela, ker vse to, kar ne temelji na resnicah ali na dejstvih, dejansko škodi in kakovosti bivanja in demokraciji v neki družbi. Če potegnem črto, če ne bomo znali prevajati znanosti v vsakdanje življenje, bomo veliko bolj živeli veliko manj varno, tudi če se nam to ne bo zdelo na prvi pogled. Hvala lepa. Ja, če bi zdaj želeli iti pa neke bolj odkrive mere varnosti sveta, bi lahko recimo se oprli na varnost razmere, to je ena, samo ena komponenta, in če jih postavljamo na neko zgodovinsko perspektivo, lahko rečemo, da so varnost razmere boljše kot so nekoč. Če imamo v misli nekatere kazalnike, kot so recimo število vojnih žarišč, kriminalitetna statistika, umrljivost zaradi smrtnosti, ki danes več to niso, in tako naprej. Ampak povejte vi to, kar zdaj govorim nekomu, ki je ta trenutek v srednjem oboroženem konfliktu, ali pa ki je v gorah. Nič na to ne. Zato se pri preučevanju koncepta človekove varnosti vedno osebinemo na posameznika. In tukaj pa potem pridemo do občutne varnosti, ki so za posameznika, pa potem tudi za družbo na koncu lahko veliko bolj pomembno od varnostnih razmer, ali pa od nekaj varnosti, kot se predstavljamo. In tukaj pa potem spet pridemo nazaj, lahko naredimo neko zanko do ozaveščenosti, obveščenosti, ločevanju zrna od plevela. Tukaj mi kot raziskovalci imamo neko zagotovost, jaz mislim, da se tudi zavedamo, družbeno odgovornost, da jasno, pošteno, egzaktno komuniciramo in s tem nudimo neko protivtež tisti drugi strani, ki jo pa tudi predobro poznamo, senzacionalistično poročanje,
kreiranje moralne panike, ki lahko nekoga v nekem trenutku spravi v neko stanje občutka hude ogroženosti, pa mogoče edino tisto, kar lahko pretehta, to, da poslušamo pojasniti z nekimi podatki, ki jih imamo, ki jih merimo pri nas v svetu, in to je lahko naštejemo te kazalnike, ki nam kažejo varnostne razmere, hkrati pa lahko tudi ljudi vprašamo, kako varno se počutijo. In to počnemo konkretno, za Slovenijo, da smo s temi podatki predvsem tekočem, pa če se še na to splošno vprašanje še enkrat vrnem, je tudi varnost predvsem neenakomjerno porazdeljena po svetu. In s tem tudi varnost. Gregor, hvala lepa. Gregor, sam že imeli, ko se ukvarjam s temi vprašanjem, vedno pridem do istega spoznanja, da je vsem tem tih radikalnih razmerah, v katerih živimo, in od teh varnostnih izzivih, s katerimi smo soočeni, prav znanost naše zadnje upanje. Da brez znanstvenega pristopa, treznega pristopa do izzivov našega časa se nam piše prav nič dobro. Kje vidiš ti univerzum in raziskovanje in znanosti v tem našem svetu? Tako kot je bilo rečeno, tukaj se povsem strinjam s tem, da znanost je tista, ki je nekaj zagotovilo v tem smislu, da bodo šle stvari v pravo smer. Če se navežem na problem umetne inteligence, problem umetne inteligence bo postaja vedno večji v smislu, da stvari imamo pod kontrolo. Jaz sem imel to poletje, sem bil v stiku z nekaterimi vrhunskimi strokovnjaki s temi vodilnih podjetij, recimo Google, DeepMind, Huawei, MIT-a in te strokovnjaki, ki razvijajo to inteligenco, so oni skrbljeni, koliko imajo še lahko pravzaprav vse te modele pod kontrolo. Po drugi strani se pa mi na te modele vedno bolj na umetno inteligenco zanačamo, vedno bolj so odvisni. In tudi pri sami znanosti, pri raziskavah zadevo več vedno bolj uporabljamo in tukaj bi postalo res pomembno, da imamo to znanost, kot jo razumemo, še vedno znanstveni pod kontrolo. Da bomo vedeli, da bomo na nekih preverjenih dejstvih lahko sprejemajo odločitev, ki se potem vplivajo na celotno človeštvo. Hvala lepa. V tej skrbi znanosti, v teh skrbi po izgubi nadzora na umetno inteligenco, se pravzaprav zmeraj čudim in ne razumem čisto dobro. V čem je ta skrb? Pa je skrb, da bojo stroji nam pobegnili, ker so vendar stroji, ki jih lahko izključiš. Ali je skrb zaradi človekove narave? Ali je problem v človeku, da se človek vendar se spreminja, človekova narava se spreminja, človekova narava ni vedno enaka, vsaj jaz mislim, da tako, ali bi boš popravil. Torej, če gledamo zadnjih 100 let, recimo samo zadnjih 100 let, kako se je človekova narava spreminjala, imamo obrodo je 6-7 faz. Najprej homo sapiens, filozofični človek, razmišljajoči človek, ki ljubi modrost. Potem imamo homo ludens, igrivi človek, homo faber, ustvarjalni človek. Potem pa današnji človek, ki je cepljen, kar je veliko, človek homo economicus, en preračunljivi, nenasitni, samozadostni, osamljeni človek in pa homo kibernetikus, ta kibernetični, viralni človek. Kaj je pravzaprav danes človek? In da nimamo v človekovi naravi tista največja grožnja, da bomo mi izgubili ne v umetni inteligenci sam, kot sistemu, ampak v človekovi naravi. Da se bo človek, če najbolj enostavno reči, ali najbolj preprosto reči, da se bo človek narobe odločil. Kaj je reči? Zapleteno vprašanje. Moče bi res začel s to mislijo, da jaz ne vidim toliko izvora teh skrbi od strahu v tehnologiji, ampak v rabi tehnologije, tako da se pravilno izpostavlja, pravzaprav na samih ljudeh.
Zdaj, Bara je naglasila vprašanje mišljenja, zmožnosti umetne inteligence, generativnih modelov. S tem je zelo povezano tudi vprašanje človekove identitete. Vsi smo že izkusili, kdaj bomo na spletu računalniku dokazati, da smo pravzaprav človek in ne stroj. In ta zmes vprašanja, kaj je človek, po čem ga prepoznamo in kaj je stroj, po čem prepoznamo stroj, se pravzaprav pojavlja v zelo različnih oblikah glasovanja. Saj računalnik lahko preverja, da smo človek, za razliko od računalnika. Lahko tudi preverja, da smo človek, za razliko od nekega drugega človeka, recimo preko prepoznavanja obraza, načina hoja, ki je podobnega. Potem imamo računalnike, ki morajo prepoznati, da je na drugi strani računalnik, za razliko od človeka, ampak katerikoli računalnik je točno določen računalnik. Potem imamo, mi smo vsi delujemo v šolstvu, moramo razpoznati, ali je na drugi strani študent in ne generativna umetna inteligenca. To vprašanje se pravzaprav pojavlja v vseh možnih permutacijah, se pravi, da je nekaj za razliko od nečesa. Kar se tiče vprašanja vednosti, vloge znanosti in človekove identitete, lahko v bistvu zasledimo samo to, da zanimiv premik od zadnjih 15 letih, od tega, da smo nekaj pogooglali, pa do tega, da nekaj vprašamo ChatGPT. Ko smo mi nekaj pogooglali, kljub vsem algoritmom pa mašineriji, ki je vzadej, smo imeli nek nabor informacij, ki smo načeloma morali oceniti, preveriti, pregledati, zbrati, završiti tiste, ki se nam ne zdijo pomembne. Potem, ko jaz pri svojih študentih, oni vprašajo ChatGPT, in na drugi strani se jim pojavi nekdo, ki je na videz zelo sofisticiran, čitan, sogovornik, poda en odgovor, ki je skladen, oblikovan, na videzno utemeljen, celo na koncu malo povzame glavne stvari, ko je človek res potisnil spomin. In to pravzaprav vodi v neko našo spoznavno odvisnost od teh tehnologij. Se pravi, kako jih mi percipiramo. Zato je zelo pomembna vloga promocije znanosti, uveljavljanja znanosti v splošno javnostjo, da bomo te sisteme znali uporabljati hkrati kot orodja, hkrati jih pa tudi razumeti kot neke vrste, če ne spoznavamo partnerje, kot nekoga, ki vseeno deluje kot nas sogovornik. Včasih ni slabo, da deluje kot sogovornik, če se zavedamo njegovih omejitev. Glavna omejitev je pa tukaj ta, da ti sistemi umetne inteligence kot načelo zasnove nimajo resnice. Se pravi, Harry Frankfurt je že 80 letih napisal človiti se o Murši, o nakladanju, sicer je imel na politični prostor in nakladanje je opredelil kot govor, ki ni več zavezan resnici. Ko nekaj reče samo zaradi učinkov ali pa zaradi tega, kako hočeš ti izpasti. Nakladač ni nekdo, ki laže, nakladač je nekdo, ki se na resnici sploh ne ozira. Lažnivec se ozira na resnici, jo hoče prikriti, zakriti. Če pa jaz samo nekaj rečem zaradi tega, ki hoče nekaj reči, je to nakladanje. In moramo se zavedati, da večini primerov generativni modeli umetne inteligence pravzaprav nakladanje. Tako zelo pogosto zadanje resnico, ampak resnica ni nekaj, čemu so zavezani. Človek, predvsem preko znanosti, pa je zavezan. Ali ne? Jaz mislim, da bodi si neposredno vsak dan je izkustvo življenja, bodi si znanost, imate to zavezanost resnici ugrajeno v sebi, ker sicer stvari razpadejo. Svet, vsak dan je svet v našem izkustvu nam nudi odpor. In iz tega odpora lahko vzpostavimo vez resnico. Pri nakladanju takšnega odpora mi lahko s ChatGPT razpravljamo, spreminjamo njegova stališča, jih obračamo na okolje, pravzaprav lahko
prisilimo ali privedemo do tega, da se trdi karkoli. S svetom tega ne moramo početi, lahko poskusimo samo, ne bodo ograjali. Se ne dodajem to, glede sem pravila, bom dal en primer, ki so ga pripravili študenti naše univerze, študentje, ki delajo na presečišču znanstvenega in umetniškega raziskovanja, torej študenti arhitekture in oblikovanja, industrijskega oblikovanja pri profesorci Barbari Predan, novi dekani Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Namreč, zamišljali so se v okviru enega seminarja moj dan v letu 2036. In takole pravijo, večmesečno raziskovanje, pa se pojavilo spoznanja. Zlom se zlomljen za zobljeno naravo, kakošna je danes in leta 36, tičiva nas samih, v zlomljeni človeški naravi. Ne zavedamo se resnici, če parafrazirati tega. In pravijo takole, kje smo danes, pravijo te svojim sklepnim esejem. Vrednote trenutno prevladujočega kapitalističnega sistema, antropocentričnost, individualizem in konkurenčnost izrazito negativno vplivajo na nekatere človeške naravne lastnosti, ki pa jih dolgoročno potrebujemo za preživeti. Antropocentrizem zatira našo empatično naravo, individualizem nasprotuje naši naravni težnji po povezovanju v skupnost, konkurenčnost v naš vzbuja strah in sebičnost. Živimo v umetni kletki. Ali smo še torej zavedali mesec? Mislim, da je negociralo, to res me zanima. Kaj pravite vi dva? Kje smo zdaj, če je tako, kako varno je na svet? In če je tako, kako ne znamo posežiti to? Ja, če se navezam na kolega, se da moramo razviti veščine za prepoznavanje nagrade. Ja. Samo Marbi še eno rekel, kako so študenti to sklenili potem. Torej niso ostali brezupni. Ta njihov projekt je bil potem povabljen na trienale sodobnega oblikovanja v Milano. Jaz sem bil priložil čisto drugi potni teatr, tudi to videti. In vam povem, to so blazno zanimive inovativne rešitve, aktualnih, čistko resnih problemov, ki jih imamo, inovativne, pa tudi zelo estetske. Skratka, ni ta njihov seminar izvedel v resigniranosti, v brezupu, ampak sploh na upu, ampak prišli so pa nazaj na tisto, o čem je rekel Vojko Kubor. Potem, da bodo biti zavezani svoji človečnosti, ki pa je v tem, torej, da si pa soglasil samim sabo, da se izobražuješ, izobraževanje, kakovost bivanja in pa politični glas. Da mora biti človek v soglasju samim sabo, v stiku samim sabo in v stiku svojim ljudem. In to pa prihaja prav preko znanosti in tudi preko pogovora, pa naj bo to pogovor v polis, v politični skupnosti ali pa pogovor v akademski skupnosti. No to, prosim. Vse bom samo pravzaprav zraven malo dodal to, kar smo že slišali. Vsakdanje življenje, ki ga živimo, ni nič hudega, če kdaj pa da tudi kaj nakladamo. So pa potem področja in čas in prostor, ker obstajajo pa druga pravila in druge zaveze. In področje raziskovanja in znanosti je takšno. In zato, da lahko mi v miru vmes malo nakladamo, smo na Instagramih, delamo karkoli pač si želimo, ker je to pač v naši naravi človeka, ki se igra, je ta naša igra lahko prijetna, če vemo, da obstajajo področja, kjer je popravljati zdaj v šalo. Kjer obstajajo pravila, ki imajo ki nam dajo neko trdnost in zaradi katerih smo prišli danes sem, kjer smo v čas človeštva, ki je, dajmo biti malo prevzetni,
najbolj razvit, kjer imamo največ in znanja, in dobrin, in tudi povprečno kakovosti življenja. Če se navežem na Evropsko noč raziskovalcev, ki jo koordiniramo na Univerzi v Mariboru, bi lahko to nakladanje povezali z lažnimi novicami. In ljudje v Sloveniji, raziskava naša kaže, da jih 65% lažne novice prepoznava kot grožnjo demokraciji, kot prostoru, urejenem prostoru, ki temelji ne na čustvih, ampak na dogovoru, raciju, nekega zmožnosti skupnega kakovostnega življenja. In tukaj rečemo, da je potem demokracija podprta, temelji na znanju in znanosti, na znanstvenih rezultatih. Živimo dlje zaradi znanosti, ker drugače bi živeli v povprečju 35 let. Zadnjih par stotih letih smo začeli živeti bolje, dolgoživo življenje ravno zaradi znanosti. In znanost je vsem krog nas. In je rezultat tega. Jaz nisem pesimističen. Ta občutek nemoči je značilen za katerokoli obdobje v človeškem življenju. Pred tisočimi leti so imeli verjetno enako razpravo, kako zdaj ne vemo, kako bomo po jutrišnjem živeli. Pred 100 leti in danes imamo to vprašanje. Zdaj imamo samo dve možnosti. Živimo v obdobju, ali se prepustimo nakladanju, pa bo generativna inteligenca, umetna inteligenca prevzela racionalni del, ali ga bo znala dobro preračunati homo economicus, ali pa se bomo vrnili nazaj ali ohranjali našo zavezo znanju, resnici in znanosti. In naše raziskave pravijo, da je znanost za večino ljudi v Sloveniji, 80% je rekla, se zelo strinjam in se strinjam, da prispeva k razvoju. Sprav, 8 od 10 ljudi je zavezano znanosti. Pravi tudi, da je zaupanja vredna znanost v Sloveniji. 71% od dobrih 800 respondentov se je s to trditvijo strinjala in da je naravnana v prihodnosti. Tisto, kar pa ljudje pravijo danes in tu, ko so izpostavljeni tisočeri možnih informacij, pa je, da je premalo slišana. Ker je dolgočasna, ker zanjo rabiš nek kategorijalni aparat, ki je veliko bolj zahteven kot razumeti in sprejeti in občutiti nakladanje. Znanost je ni dolgočasno, da je pa vaš projekt, pa naš projekt dokaz za to, torej predvsem pa tudi je zahteva pa trud. Zahteva pa trud. Tako ko smo leni in vsi ti naši pripomočki, tudi umetne inteligence in Google Mapsa in tako naprej, nas je malo polenilo. In mi se moramo naučiti biti aktivni tudi na področju te intelektualne poštenosti, ki zahteva delo, zato da potem lahko vsak dan živimo in v času tistega, da nismo popolnoma zavezani, znanstveni rigoroznosti in ko znamo te stvari uporabiti tudi v vsakdanjem življenju. Ker veste, znanost je uporabna vse posod. Tisti, ko dobro obvlada kemijo, pa biologijo je zelo dober kuhar, ker točno ve, kako izvabiti okuse. In je uporabna vse posod. Je pa res, da enostavno je ne smemo dati, in to je pa naloga univerze. Ni samo ena od stvari danes na meniju, ki jo ljudje potem izbirajo, in potem seveda ne izberajo znanost zaradi tega, ker je treba za njo veliko preveč se truditi, ampak imamo to, kar imamo zaradi znanosti. In če nočemo tega zgubiti, moramo znanost ohraniti. Ampak tega ne moramo ljudem ukazati. To je treba
v to je treba ljudi socializirati skozi proces vsakdanjega dela z otroci v vrtcih, šolah, dijakih, fakultetih in tako naprej. In tukaj je ekstremno pomembna vloga vseh dveh populacij. Prva so učitelji. Če bomo imeli mi učitelje, ki učijo ubogljivost, in je najbolj pomembna stvar to, da si pridn, ubogljiv in da delaš točno tako, kot on ali ona v razredu reče, potem ne bomo razvili kritičnih razmišljevalcev. Druga, poleg učiteljev, ki se morajo zavedati svoje vloge, druga pomembna skupina ljudi pa so znanstveni novinarji, ki delujejo kot posrednik med nami raziskovalci, ki celo svoje življenje, leta in ure posvetimo temu, da nekaj spoznamo, pa potem nam umanjka ali kompetenc, ali motivacije, da to potem tudi ljudem povemo, da to potem znajo prebrati in spremeniti tako, da slehernik v vsakdanjem življenju razume, odkot je prišlo, kaj je vir in zakaj to drži. In da se moramo naučiti živeti v svetu, ki je svet spremenjen. Znanost ni dogma. Dogme so fajn za tega, ker se enkrat naučiš večne resnice in potem se jo držiš. In ti daje oporo v vsakdanjem življenju. Pri znanosti pa pač moramo vedeti, da to, kar velja danes, ni nujno, da bo veljalo jutri. In svet, v katerem živimo, in to je tisto, kar je strašljivo danes, je tako hitro spreminjajoč, da tisto, kar smo se včasih naučili, je bilo potem dobro vse desetletja ali pa 2 desetletji. Z razvojem umetne inteligence se je pa ta razpolovna doba resničnosti, veljavnosti skrajšala in nasilju v to se ne nehamo učiti. In še zdaj pride, ravno v tem času, in s tem bom res zaključil, na plano resničnost vse življenjskega učenja, kar je bilo včasih bolj ali manj floskula, danes je pa pomembno zaradi tega, da ne postanemo objekti, ampak da še vedno poskušamo biti subjekti vsakdanjega življenja. Hvala lepa. Gregor, Maja, kaj dodati? Dodati nekaj izhodišč, mogoče ena zadeva, ki je bila izpostavljena, je prav ta trud, ki ga zahteva pride do neke resnice. Pravim, da mislim, to je dejstvo, da če se izraža, mogoče matematična resnica je aksiom v znanosti, torej to je temelj, na katerem moramo graditi, ampak v današnjem času je problem, ker mislim, da smo se vsi polenili. Imamo to teh orodij, ki nam omogočajo to lagodno življenje, pa to je v redu, tista lagodnost, ki mene skrbi, je lagodnost v smislu razmišljanja. Če je včasih zahteval določen intelektualni napor, prideti z enega konca mesta na drugega, pa je to razvija naše sposobnosti tudi na vseh ostalih področjih, nam je to sedaj danes napadno. Tako rekoč, ni nam treba nič več razmišljati. In ker smo ljudje po naravi leni, je ta skrb, ki imam tukaj, koliko ljudi boš sploh še pripravljeno vlagati ta trud v razmišljanje, v iskanje resnice. Hvala. Mogoče nekaj se pri projektu osredotočamo na mlajše, na mlade. Jaz vse poskušala malo bolj optimistično pogled na to, absolutno se strinjam, da smo leni, da posegamo po teh blagodnih ampak nekaj, kar pa še vedno, jaz mislim, da bom rekla, pridemo na svet, s tem, ko je radovednost. In se mi zdi, da je to tisto, če se ne smemo zatreti, da mi ukrepno, podavalci, imamo neko moč, ali vse možno, da to poskušamo zgoditi. In v bistvu ne štuka, kako zato bi, če bi mogla to napraviti, da bi
raziskovalnim principom, ki ga otrok od najmenjega pravzaprav zna uporabljati. Sam tega ne smemo zgoditi, pa mislim, da pa se ne preveč boli, pa imamo šanse proti strojem. Vojko, Mara, bo to dovolj? Ne, mislim, da imamo še ne, mislim, če bo dovolj radovednost in zvedavost, ne? Mislim, to je sigurno eno pomembno stvar, po mojem. Jaz bi mogoče na hitro nastavila zdaj več stvari, se pravi še resnico, pač bolj tako. Meni se zdi, nekako, jaz se ne moram strinjati, da smo v taki situaciji, ali pa da se je tehnološki razvoj se vedno dogaja, seveda so bile vedno razprave, da se pojavlja žarnice, ljubci v Harlone, če se spomnimo, elektrikarice in tako naprej, ampak na tako radikalni prelomnici, po mojem, še ni bilo, ravno zato, ker obstaja možnost, da na nek način, in to obstaja realna možnost, pogledajte, recimo, Jeffrey Hinton, lansko letni novelo nagrajena za fiziko, kaj on pa začeti v bistvu pionir generativne inteligencije, kaj govoril Stephen Hawking, se pravi ljudi, ki so zraven, jim je zelo jasno, kam stavi, in to pri izjemno. Se pravi, seveda, jaz mislim, da je stvar izgubljena, absolutno ne. Je pa pomembno, da vemo, kje smo. Se pravi, tukaj pa po mojem problem specializacija znanosti, pomembno je vsak od nas, da pogledajo svojih okvirjev, da ne vem, da naravoslovci gledajo filozofije, da filozofi gledajo fizike, se pravi, kaj, a ne, tukaj smo pa spet nazaj na tej popularizaciji znanosti, tudi znanost, v prvi vrsti se ne sme zapirati razvoju slovenščine stolbe. Zdaj, kad si naslovil Sašo, zakaj nas je tukaj tega strah, se jo lahko izklopimo, ni nujno, da bomo lahko pač prihajamo v fazo, kjer pač, se pravi, mi bomo prišli malo v fazo kvantne tehnologije, kvantnih računalnikov, ki bojo neverjetno hitri, zato ker gradijo na superpozicije, kot kvantni temeljnemu kvantnemu načelu. To pomeni, da bo stvar, mislim, stvar bo šla tako eksponentno naprej, da sploh v bistvu eksponentno si sploh več ne bomo opazili na nek način. Kar pomeni, da druga stvar je pač zakaj nimamo še dosti kvantnih računalnikov, ker v bistvu še ni infrastrukture, zato ker bi ta stvar porablja ogromne količine energije. In zato se razvija fuzijska energija, to je v bistvu ta energija sonca, čista jedrska energija, kar je prihodnost Zemljo na nek način. Ampak, in recimo Google je že odkupil v bistvu vnaprej fuzijsko energijo pri eni jedrski elektrarni v Ameriki, ki je v bistvu pri enem pilotnem projektu. Ampak, še ena energija, zdaj jaz kot filozof govorim, tako da upam, da mi še kdo pač kdo iz Jožefa Štefana lahko še malo pobra, ampak zelo pač na nek moj, rečemo, zelo splošen vidik je ta, to pa upam, da sem razumela, da je prihodnost tudi energija svetlobe, se pravi, prihodnost umetne inteligence je morda tudi v tem, vemo, da se že avtokodira, se pravi, je sposobna pisati svoje lastne programe, se pravi svoje lastne protokole, ampak verjetno se bo sposobna tudi sama energetsko prehranjevati. Torej, da jo bomo izklopili, to ne vem, če bodo še dolgo časa obdržali. Ampak, zdaj bi pa naslovila samo še 2 stvari. Se pravi, ena je vprašanje človeka. Človek se vedno, že celo zgodovino človek išče to svojo diferencijo specifiko. Zakaj je človek tako različen od vsega starega starstva, zakaj je tako pomemben, zakaj je tako poseben in pač velikrat se je sam sebe definiral kot razmišljajoče bitje, kot animalne racionale, kot govoreče bitje, kot politično živalo in tako naprej, vse te definicije. Pa še to moram povedati, zdaj se razširja naš astrofizični prostor, pač gremo proti temu, da lahko vidimo z nekim novim najnovejšim teleskopom pravzaprav v druga osončja, zakaj znotraj naše galaksije, in je možno, zelo možno, mislim, so že opazili vsaj 3 planete v naši galaksiji, ki so podobni Zemlji. Se pravi, da smo tako specifični, to verjetno ni čist res. Zdaj pa, kaj se pa zgodi? Zdaj smo pravzaprav
naprej. Tisočletja smo ugotavljali, zakaj smo tako posebni glede na živali, zdaj pa ugotavljamo, zakaj smo mi toliko posebni glede na umetno inteligenco. Kaj nas pa vendarle loči? A nas loči resnicoljubnost, ali nas loči ustvarjalnost, ali nas loči ne vem, etičnost, pač, ne? Kaj je zdaj ta stvar? Tukaj je po mojem glavna stvar, da se v bistvu sami sebe pogledamo, uči pa, da se malo iz tega trona sami sebe vržemo, pa rečemo, ok, to je naše mesto v svetu, ampak na svetu so še druga bitja, so še drugi sistemi, a ne? Kako, in da se v bistvu osredotočimo na to, kaj smo mi, seveda, kako lahko mi preživimo, kako lahko mi dobro živimo, kako lahko naša družba dobro funkcionira, ne pa, da bi se v bistvu s tem hotel tudi opravičiti ali pa upravičiti kot neka izjemna bitja. Tako to se mi zdi pač prvi. Zdaj pa še... Sam še eno stvar, pač glavno, kar se tiče resnice, ne? Resnica je pa, se pravi, zdaj moderna znanost je navadila, da je resnica v bistvu povezana s faktičnostjo, ne? Se pravi, resnica je nek odnos našega govora do nekega empiričnega dejstva, rečemo, ne? Ampak da bo bomo v resnici sigurno še ogromno zapovedati, tako da, ampak, ne, zdaj, Razsvetljenstvo. No, ampak ja, zdaj v bistvu eno strašno, v glavnem, še podatek. Podjetje Imperva vsako leto naredi poročilo v Ameriki, koliko dejavnosti na svetu je avtomatizirane. In zadnje poročilo je bilo strašljivo, pravzaprav od letos, ne, za lansko leto, da je 51% vse dejavnosti na svetu bilo avtomatske, se pravi, sproducirane strani umetne inteligence, botov. Ne? To pomeni, da je človek že postal manjši del tega, kaj se na spletu generira. Se pravi, gre za to, se pravi, umetna inteligenca generira svoje spletne strani, svoje spletna mesta, umetno generira obiske, glavno vse. Ne? Se pravi, kaj je ena prihodnosti razvoja umetne inteligence, pač to gre tehnologija, ne? Je razvijanje agencij, podjetij, programov, ki bojo sposobni prepoznati, kaj je resnica, pa kaj je resnica, kaj je fake, ne? Kaj pa ni fake. Zato, ker fake bo postal pa tako realen, tako resničen, ja, seveda. Gre za fake, gre pa za neko seveda, zdaj pa še, no, to je vse znotraj razumevanja resnice kot faktičnosti. Kar seveda do neke mere mora biti, ne? Sej, mi hočemo vedeti, da je zunaj sonce, ali zunaj dež, ali nam bo eden bomba vrhu na hišo naslednji dan, ali nam ne bo pač neka faktičnost, neka resnicoljubnost. To je končna fazi tudi zadeva novinarske etike, vedno bila zaupanje v mediju, zaupanje v državo, zaupanje v državi, pač v drugi. Ampak, ne se je ena bolj pomembna stvar, kar se tiče resnice, pač od Aristotela naprej vemo resnicoljubni govor. Mi zaupamo drugemu v tem, da to, kar se mi pogovarjamo, da mi ti govoriš resnico, ne? To je to, kar je pa resnici po mojem veliko bolj pomembno, ne? Se pravi, da govoriš ti o tem, v kaj verjameš, a ne? Se ne govoriš ti, ja, ta vrata so pa zelena, pa imajo, ne, ali pa rdeča, ne, v bistvu se v resnici večinoma ne pogovarjamo o tem. Pogovarjamo se o drugih stvarih in tukaj gre, ne pogovarjamo se samo o faktičnih dejstvih, to hočem reči. Resnicoljubni govor pomeni zaupanje med ljudmi. To pomeni, česar vam še nismo izpostavili, kaj pa pomeni. Res ključno je pa to, da smo družbena bitja, da smo zavezani drugemu. Se pravi, moramo graditi ravno to, se pravi, povezavo med ljudmi. Kaj je to, kar nas povezuje, kjer mi drugemu smo odgovorni, da nismo več samo solipcistični celice s svojimi pravicami, ampak smo drugemu odgovorni, drugemu odgovarjamo, da se pogovarjamo to. In tukaj je seveda še zadnja stvar, ki bi jo rekla, ključna stvar, ker se je že ves čas izpostavlja znanost, vednost, ki izvira ravno iz naše komunikacije, iz našega pogovora in zelo pomembno je, kot če govorimo že 10 let ali 20, da se more
da mora znanost, vednost, pravzaprav, da moramo ponovno postati družba vednosti, ker smo to izgubili in ključno je v tem vzgoja, ki pa, to se nam zelo pogosto dogaja, skoraj vsem. Pač ljudje pridejo na fakulteto, pa rečemo, stvari so že založene. To bi se morali že v osnovni šoli postaviti, a ne? Tako, na tej točki smo, ne? Se pravi, vzgoja, se pravi, postaviti šolstvo spet kot pomemben, vreden del družbe in tam začeti graditi te stvari, ki smo se pač že pogovarjali, radovednost, sodelovanje, odgovornost. Veliko upanje, brez upanja, da bojo stvari drugačne, kot so lahko. To mora biti zaupanje v to, da stvari... Zaupanje in upanje. Sploh stvari so fascinantne, niso črne, ampak se je treba z njimi na zelo pameten, kritičen način soočati in z njimi in v bistvu se aktivirati. No? Če bomo sem tako pasivno kimali pa gledali, pa... Ja, to glede resnice, ne, jaz mislim, da je tudi začetek tudi pozor, bomo izpostaviti samo Sokrata, ta zavezajoč zgovor, ne, on so svojih teh dialogih pogovorih, ki imel sofisti. Nikoli ni dopuščal predpostav, tako je nek svornik, rekel, no, Sokrat, dobro, pa recimo, da je tako. Je vedno rekel, ne, želim, da mi poveš, kaj ti misliš, kaj sem ti pripričan. Na predpostavkah ne moramo razvijati razprave. Prvi stanje imamo posebej ta postmoderno razumevanje resnice, recimo, ki ga oteleša Richard Rorty, ki je rekel, da je resnično vse to, kar nas pregledajo. It's what we can get away with. Spravi, vse, kar zatrdimo, pa nišče ne oporeka, se vzpostavi kot resnica. Tako da na to moramo biti zelo pozorni, glede teh intelektualnih pravil, pa socializacije, pa šole, pa vzgoje, bi pa res dodal, bi se pravzaprav res ta skupnostni vidik oziroma vidik ekosistema. Ne glede na, da želimo mi, da govorimo o intelektualni zvedavosti, radovednosti, kritičnem mišljenju. To je nekaj, kar se dogaja v prostoru z drugimi ljudmi in v prostoru pravzaprav z drugimi, ki naseljujejo ta prostor. Vključno z orodji umetne inteligence, roboti, pogovornimi roboti, drugimi stvarmi. Ko bomo uspeli to skupnost na tak način gledati tudi potem, ti vzgojni napori bolj plodni se mi zdi, kako so bila. S tem bi zaključila. Hvala lepa. Hvala vsem. Torej, če povzamem, ne so čakaj že tako izdivalni in radikalni, je pa naša skupna stava, da nam bo uspelo. Da nam bo uspelo. Zdaj, kot zgodovinar pa lahko rečem, da nam tudi sam verjamem, da nam bo uspelo, da zgodovinar učila ne človeku, da zdaj že ne bi uspelo, da pa mu nikoli ni uspelo tako, kot se je zamišljal. Ampak in to je del človeka, ne? In malo zabavno. In zabavni in v prihodnost in v upanje bojo potekali bosta potekala tudi velika festivala Evropska noč raziskovalcev. V Mariboru, kaj se bo se dogajalo pri vas? Pravzaprav se ne bo dogajalo samo v Mariboru, ampak v Mariboru bomo apel podobo svojega ogled postavi in sicer bomo šli tja, kjer je največ ljudi, v Europark, kamor ljudje pridejo po nakupih in po drugih potrebah, ne? In tam se potem vsako leto vsi iz univerze v Mariboru damo najbolj zabavne stvari, ki temeljijo na našem raziskovanju in z ljudmi delamo to, kar si najbolj želijo. Delavnice, predstavitve in tako naprej. Tako da pravzaprav skozi sprehod po nakupovalnem središču, tako kot je veliko različno vrstnih trgovin, vidijo, da je tudi v znanosti
veliko zelo različnih stvari in se potem poskušajo najti, kje bi jim neka stvar bila pomembna. Imeli bomo tudi neki delavnic na univerzi, na sedežu univerze v Mariboru, nasproti te Slomškove cerkve, tako da bo neki tudi božje pomoči zraven in v Minoritskem, kaj že? V Sodnem stolpu bomo imeli potem vse dva dogodka s filmom in tako naprej. To je en del. Kolegi iz univerze na Primorskem, ki so naši partneri, pa bodo na Primorskem ob še bolj blagem okolju naredili popolnoma isto stvar in bomo potem skupaj potem stvari predstavljali in bomo poskušali čim več ljudem predstaviti svoje delo. Tisto, kar pa bi rad poudaril in smo delali že celo lansko leto, delamo že zdaj in bomo delali ta zadnji petek v septembru, pa je, da poskušamo čim več šol in učiteljev, učencev in učiteljev pripeljati med nas, da jih navdušimo za naše delo, to je dolgoročni karierni sejem, tudi za univerzitetno okolje. Hkrati pa potem tudi učiteljem predstavimo, kako lahko tiste stvari, ki jih sami delajo v svojih učnih načrtih, spremenijo, naredijo bolj zabavne, če želite na koncu, zaradi tega, da bo potem to lažje dojeti in tako naprej. Kar pomeni, da je celo veliko truda vloženega prav tej komunikaciji z najmlajšimi, oziroma najmlajšimi, tistimi, ki potem te stvari že začenjajo sanimati. To je to. Pri nas v Ljubljani bo večina glavnina dogajanja potekala pa v centru Rok, kjer bomo od 10. zjutraj kjer bo dogajanje od 10. zjutraj do 10. zvečer, najprej do 6. zvečer znanstveni bazar, kjer se bojo predstavili naši znanstveniki. Fokus je pa na umetni inteligenci. In od jezikoslovcev do farmacentov, kemikov, inženerijev, elektrotehničnih znanosti. In torej to je en del, potem zvečer so pa koncerti, ob tem laufajo delavnice, predavanja, so ga en velik festival. Tako da ne povabili, pa program najdete v našem primeru www.humanistika.si, kako je to vaša spletna stran že? Na univerzu v Mariboru greste pa dobiti največja flyer. Torej, jaz ne bom prišel v Maribor, vi ne boste prišel v Ljubljano, ampak bomo mislili drug na drugega, ne? Ja. Hvala lepa za vaše sodelovanje, za vaše dragocene komentarje našega sveta in časa. Želim vam kaj leče dneve in hvala vsem, ki ste prišli.